Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je še zadnje dejanje 28. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V Krškem pa spopad domače ekipe in gostov iz Domžal. Veliko je nogometašev Krškega zdaj ob gnezdi Čerinu, ki seveda zna še kako dobro čuvati. Poglejte, ta strel zdaj Senijada Ibričiča. Klemenčič pa podaja nazaj do Santinija, hitro je stekel Vukušič. Malo bi Santini storil napako. Ibričič, dobrovoljci in gol. Amadej Vetrih pa dosega prvi gol na današnjem srečanju. Nekaj časa so imeli mir na tretji poziciji, zdaj pa mojstrovina Nikolsona. Kakšen gol v Krškem. In kakšno slavje Jamajčana. Odkriva se Perič na levi strani, podaja do Volaša, Volaš med nogama Santiniju in ne. Prepovedan položaj. Marko da Silva proti vratom in kar precej dela. Z 2-0 in na to še minimalna zmaga proti Gorici. Je pa že kar nekaj časa minilo od takrat. Zdaj Ante Vukušič ob njemu, dobrovoljc, obrnil je dobrovoljca. Vukušič, ki je sprožil obramba Santinija in izenačenje, oziroma znižanje rezultata na 1-2. Predložek v kazenski prostor, visok je Vetrih, ob njemu tam Nikolson, vročo je pred vrati Freliha in to bo kot za Domžale. Volaš do Periča, ob njemu je Rom, Perič. Krško prav tako kot Domžalčani v gosteh. Vključil se je še Sikošek, ki je takoj najdel Podlogarja. Podlogar, kaj lahko Podlogar ponudi zdaj v duelu proti Volariču? Podlogar! Še vedno tam je spet poizkušal Nikolson. Bravo, to je velika istina. Sad, s druge strane, jedan gol nas ne može baciti u bed. Igramo 30 minuta odlično, držimo se al pari sa njima. Bez ikakvih problema dobijemo gol praktički iz ničega. Sve je bilo pokriveno, sve je bilo dobro postavljeno, dozvolimo si jednu neopreznost pred golom i onda brzo dobiješ i drugi gol. I to onda se jako teško, ali uspjeli smo nekako polovremeno ipak reći da oni mogu. I u drugom poluvremenu su to najbolje pokazali, znači energije ima, oni to mogu. Mogu borbenošću, mogu igrom, fali onaj završni dio, a to je gol. Ja, jaz bi čestitev fantom za prigarano zmago. Jaz moram pohvaliti vzdrževalce tega igrišča, mislim, ena vrhunska travnata površina. Po drugi strani mi je pa žal, da se take stvari ne zalijejo, da potem lahko gledalci, ki pridejo že tako, bom rekel, jih vlečemo na te naše štadione, da se igralci potem ene in druge ekipe, bom rekel, dobesedno ubijajo na tej suhi travi. In mi je, bom rekel, žal nogometne predstave, ki tisti, ki so, bom rekel, tukaj najkrajši potem, so bili gledalci. Je res, da smo se mi pripravili ogromno enih priložnosti kljub temu, ampak vseeno, bom rekel, ni dinamika tekme danes bila tista, ki bi si jo, bom rekel, vsi skupaj želeli. Na koncu smo izvlekli ta rezultat, ampak ko razmišljamo, bom rekel, širše, mi je res žal, da se travnate površine ne zalivajo, da potem lahko igra hitreje steče, da bi gledalci videli še več nekih lepših priložnosti, tako da na koncu smo lahko zadovoljni s 3 točkami.